Z nami je Urška Stanovnik, menedžerka za srečo v podjetju Optiweb. Urška, kaj dela menedžerka za srečo? Zadnje čase se mogoče več kot samim delom ukvarjam s tem, da odgovarjam na vprašanje, kaj sploh delam. V bistvu, ko sem prišla v podjetje Optiweb, mi je direktor Miha rekel, da je moja glavna naloga, da povečam količino hormona sreče v podjetju. To se sliši zelo preprosto, zdaj včasih je, včasih ni, tako da v bistvu upravljam kup enih nalog. Vse naloge so vezane na zaposlene, se pravi, karkoli delam, to je od procesa nagrajevanja, zaposlovanja, razvoja in tako naprej. Vedno, o čemerkoli razmišljam, imam v ozadju, kako bo to še povečalo zadovoljstvo in pa motivacijo naših zaposlenih. Delate v podjetju s samimi milenici. Kako motivirati mlade? Tukaj nekega generičnega odgovora ni. Čeprav obstaja zelo veliko teorij in raziskav, kaj je milenijcem pomembno, kako funkcioniramo, tako kot sva z Lovrom tudi na predavanju že marsikaj povedala, pa je v bistvu stvar taka, da je vseeno vsak posameznik človek zase. In tudi motivira ne vse ljudi enako. Tako da je moja naloga tudi, zaenkrat nas je 33, tako da je naloga še dokaj enostavna, da za vsakega posameznika ugotovim, kaj je pa za njega najpomembnejše in da jih potem motiviramo res glede na to, kaj posamezniku največ pomeni. Toda mar obstajajo kakšni splošni vzorci? Zagotovo. Zdaj, to, kar obstaja par stvari, katere so milenijcem najbolj pomembne. Ena od teh je recimo, da imajo možnost razvoja. Na tem področju zelo veliko delamo, imamo določene razvojne razgovore, pri nas se to imenuje kava z direktorjem, se pravi, naši zaposleni grejo enkrat na leto na kavo z direktorjem, kjer se pogovorijo, kakšno je trenutno stanje in kakšne so priložnosti za naprej. Zdaj, druga priložnost za motivacijo, ki je pri nas zelo, zelo močna, je, da imajo zelo veliko svobodo. Se pravi, dejansko oni lahko odločajo o tem, kaj bodo delali, kako bojo delali, kar se po eni strani sliši zelo fajn, po drugi strani je pa za tem zelo, zelo velika odgovornost. So popolnoma svobodni, ampak hkrati pa sami odgovorni za rezultate, ki jih naredijo. V eni izmed predstavitev smo videli statistiko, ki pravi, da so mladi v Sloveniji pesimistični glede svoje prihodnosti, medtem ko je cel svet glede svoje bodočnosti zelo pozitiven. Od kje te razlike? Zdaj konkretno, od kje ta razlika, bi težko rekla, ampak mogoče bi povzela kar tudi en del iz najinega predavanja, se pravi, da morajo starejši biti za zgled mlajšim. In če bi starejši nas tudi navdajali z optimizmom, bili navdušeni nad svojo službo, recimo tudi starši, ko pridejo domov, se pogosto zgodi, da so obupani, da jim ni všeč to, kar delajo, da odštevajo dneve do upokojitve. Verjamem, da če bi oni bili mogoče majčkeno bolj optimistični, da bi tudi nam mogoče naprej dajali majčkeno več upanje. Hkrati je pa to v bistvu naloga vsakega posameznika, od nadrejenega do tudi zaposlenega samega.